Papež Frančišek je v središče kateheze 9. septembra, ki jo je imel med splošno avdienco na trgu Svetega Petra, postavil vez med družino in krščansko skupnostjo oziroma župnijo. Kot je dejal, je to naravna vez, kajti cerkev je duhovna družina, družina pa je majhna cerkev. Krščanska skupnost je dom tistih, ki verujejo v Jezusa kot izvir bratstva med vsemi ljudmi. Cerkev hodi sredi narodov, skozi zgodovino moških in žensk, očetov in mater, sinov in hčera. To je zgodovina, ki je pomembna za Gospoda. Veliki dogodki o svetovnih silah se zapišejo v knjige zgodovine in tam ostanejo, a zgodovine človeških čustev se neposredno vpisujejo v Božje srce. In to je zgodovina, ki ostane večno. To je kraj življenja in vere. Družina je kraj našega vstopa v zgodovino. Ta zgodovina se bo končala v zrenju Boga v nebesih za vse večne čase, a začne se v družini. In zato je družina tako zelo pomembna, je povedal papež Frančišek. Nadaljeval je, da se cerkve in župnije zaprtimi vrati ne smejo imenovati cerkve, ampak muzeji. Potrebno je ukrepiti vez med družino in krščansko skupnostjo. Danes je to ključna zaveza, je nadaljeval sveti oče. Proti ideološkim, finančnim in političnim centrom moči postavljamo svoje upanje v centre ljubezni, v centre evangeliziranja, bogate s človeško toplino, postavljene na solidarnost in soudeležbo, tudi na odpuščanje med nami. Izpostavil je, da je danes nepogrešljivo in nujno okrepiti vez med družino in krščansko skupnostjo. Seveda je potrebna velikodušna vera, da bi ponovno našli razumnost in pogum za obnovitev te zaveze. Družine se včasih umaknejo in pravijo, da niso na dovolj visoki ravni. Pravijo na primer, da so revna družina, nekoliko sneta stečajev, da niso zmožni, da imajo že doma veliko problemov, da nimajo moči. In vse je res, je pripomnil Frančišek, a nihče ni vreden, nihče ni na dovolj visoki ravni, nihče nima moči. Brez Božje milosti ne bi mogli narediti ničesar, vse nam je dano zastonj. Gospod pa nikoli ne pride v novo družino, ne da bi prej storil kak čudež. Spomnimo se, kaj je storil na gostiji v Kani. Ja, če položimo v njegove roke, bo Gospod naredil čudeže. Kot pomembno je sveti oče še izpostavil, da družine prevzamejo iniciativo in čutijo odgovornost za prinašanje svojih dragocenih darov v skupnost. Vsi se moramo zavedati, da se krščanska vera odvija na odprtem polju življenja, ki je skupno vsem, je poudaril sveti oče.